Lepo pozdravljeni, kaj nam prinašajo zvezde v mesecu juniju. Sem Andreja Novak iz Žalca, Merkabe prihajam, kjer se ukvarjamo s takšnimi zanimivimi stvarmi. V juniju torej se zgodi kar precej fajnih premikov in sicer 6. junija pride Venera v znamenje Bika, kar pomeni, da boste se predali užitkom, sproščeni boste in iskali dobro voljo in predvsem dobro v ljudeh in v vseh okoliščinah. Potem 9. junija se zgodi večja stvar, Merkur in Jupiter prideta v znamenje Raka, kar pomeni, da boste Raki nadvse srečni, zadovoljni, vsi ostali pa odprti za čustva, za urejevanje družinskih zadev in za ljubezen. 11. junija se zgodi polna luna v Strelcu, 17. junija pride Mars v znamenje Device, kar pomeni, da boste Device dobile malo več volje do življenja, Ovni pa malo več reda. 21. junija pride Sonce v znamenje Raka in začne se poletje, tako da odličen čas je za vse. Junij 25. se zgodi nov mlaj, v bistvu v Raku, in pa čas za nove začetke, nove ljubezni, novo dogajanja doma. In pa 26. junija Merkur pride v znamenje Leva, kar pomeni, da se odpira resnično dobro poletje, ko začnete razmišljati o druženju, o sodelovanju. Kaj pa vam prinaša horoskop oziroma zvezde v mesecu juniju, glede na vaš horoskopski znak, pa poglejmo sedaj. Ovni, imate v mesecu juniju priložnost se še postaviti zase v prvi polovici, 11. je polna luna in boste imeli moč narediti spremembe navzven, medtem ko 25. maja, od takrat naprej je mlaj, vas bo podprl predvsem o tem, da slišite svojo dušo in da se posvetite temu, kar želite spremeniti. Tako da prva polovica maja navzven, druga navznoter pa boste srečni. Biki, imate v mesecu juniju odlično energijo za vzpostavitev jasnega načina življenja. Venera je v vašem znamenju, kar pomeni, da boste vse delali z ljubeznijo, sproščeno, brez težav, pa tudi imeli vpliv na druge, kar se bo hitro pokazalo in boste s tem zadovoljni. Tudi v drugi polovici meseca junija boste imeli Biki veliko priložnost za sprostitev, za srečanja, tudi za skoke čez plot, tako da pazljivo, če si ne želite pokvariti svoje uradne veze, vsekakor bodo iskrice strasti okoli vas ves čas. Dvojčki, imate v juniju priložnost izpočiti, Jupiter je šel iz vašega znamenja oziroma gre 9. junija in Merkur bo v znamenju Raka iskal zatočišče, ljubezen in tudi počutili se boste, da želite malo počivati, ne iti navzven, ne boste zelo produktivni, ne boste se hitro javili za nič, oziroma tudi, če se boste javili, se boste odločili potem, da ne. Tako da boste imeli dvojčki kar malo notranje dinamike v sebi, ne bo velikih prebojev, konec maja pa lahko, da boste začutili eno večjo strast, željo po spremembi, ki vas bo vodila tudi v to, da bo šel vaš vladar Merkur v znamenje Leva. Raki, imate v juniju začetek svojega najboljšega leta, Jupiter v vašem znamenju 9. junija dalje za obdobje enega leta vam bo dal možnost vse postaviti na optimalno, zaslužiti, preseliti se, narediti svoj dom, karkoli si želite. Raki, od 9. junija dalje je čas za to, ne se upirati. Jupiter bo seveda pometel tudi vse tisto, kar je pod preprogo, ampak Raki, če si želite spremembe, je sedaj čas. V tej smeri in podporo imate popolnoma dobro, Sonce pride v vaše znamenje, ni boljšega časa, kot je junij za vas, da naredite vse optimalno zase in potem samo nadgrajujete celo leto, kar si res želite.
Levi, junij vam prinaša predvsem sprostitev. S prijatelji, znanci, lahko vam bo skomunicirali, boste vse na hitro, ko pride sonce v raka, ko se začne poletje, boste čustveni, ampak ne v smislu romantike, temveč bolj poslovno. Odprli se boste za nove ideje, za novo kariero, lahko napredujete, levi, če imate priložnost ali pa željo zamenjati službo ali izboljšati svoje storitve, junij je pravi mesec za to. Device, boste v juniju dobile novo podporo, Mars bo prišel v vaše znamenje. Device, se ukvarjate z materialnimi dobrinami v juniju in boste čisto srečne, ko se bodo začele stvari dobro postavljati, zato boste voljo izkoristile novo moč, ki jo Mars prinese, zato da boste lažje uredile tudi svoje čustvene odnose, čustveno stanje, tako da device lahko, da bo prišlo do sprememb v vaših čustvenih povezavah in pa usoda vas bo podpirala v tem, da uredite svoj dom skupaj s partnerstvom in seveda materialnimi dobrinami. Tehnice, v juniju boste precej sproščene, Venera v biku vas bo vodila v to, da se boste lepotičile, kuhale, urejale dom in nič pametnega počele. Tako da tehnice, se sprijaznite, da junij ne bo vaš najbolj produktiven mesec, v začetku meseca boste bolj klepetave, ampak tudi to se vam ne bo dalo. V drugi polovici junija pa boste celo imele željo po popolni sprostitvi, odklopu od ljudi in to vam bo tudi uspelo. Škorpijoni, boste imeli priložnost v juniju postaviti neke nove stvari za nove temelje, strastni boste v tem, želeli si boste spremembe in jih tudi izpeljali, tako da dom bo tisti poligon, kjer se boste dobro počutili, posvetili se boste tudi zdravju, službi, vaše poslanstvo bo jasno, vidno, da kar si res želite in v drugi polovici maja oziroma junija, se opravičujem, boste imeli škorpijoni veliko srečo v komunikaciji, tudi v stiku z ljudmi, usoda vas bo podpirala, tako da škorpijoni, čas je, da sodelujete z zvezdami na polno. Strelci, imate v juniju priložnost za novo ljubezen, za novo romantiko, za okrepitev veze, karkoli ljubezenskega in pa povezanega z vašim domom. Strelci, čas je, da naredite rehabilitacijo odnosa vašega doma ali če ste samski, da najdete svojo boljšo polovico oziroma bo ona našla vas, če se boste sprostili in sodelovali z zvezdnimi vplivi, tako kot vas bodo želeli voditi. Idealno bo, da samo se odprete za povabila, da vidite, kam vas vodi življenje in sodelujete. Se pravi, da vsemu rečete samo ja. Kozorogi, čas je za nekakšno stabilizacijo, kar se bo v juniju dogajalo. Želeli si boste urediti svojo službo, svoje zdravje in kozorogi boste imeli dobro lastnost v juniju, da boste radovedni, želeli se boste izobraževati, urediti stvari na pravi način, tako da se ne boste odmikali od informacij, ampak celo kontra, poiskali boste vse tiste rešitve, ki so vam pomembne, tako da v drugi polovici junija boste že zelo sproščeni, tudi povezani s svojim domom in pa iskali pomoč, podporo v odnosih. Če ste samski, bo junij, druga polovica namenjena temu, da najdete boljšo polovico oziroma da najdete pravi odnos, v katerem se boste lahko sprostili in se o vsem pogovorili. Vodnari, junij bo vaš dober mesec za zdravje in službo. Imeli boste moč narediti spremembe pri sebi, v službi, v svojih zdravstvenih navadah. Sproščeni boste vsem, česar se boste lotevali in tudi v vseh odnosih, kajti odločili se boste, da ste to, kar ste v redu in da je čas, da zadihate
sproščeno, kar vam bo tudi uspelo. Tudi v drugi polovici meseca junija boste srečni, zadovoljni, kreativni in imeli dobre načrte, tako za odnose, kot za sodelovanje z usodo in prijatelji, tako da junij je tisti prvi mesec, ko boste resnično začeli uživati v svoji moči in jo tudi načrtno usmerjati. Ribe, imate v juniju priložnost ne samo se sprostiti, ampak tudi najti dobre rešitve, navdihe za vse, kar vas muči. Karkoli vas je potrebno rešiti, karkoli vas muči, samo dovolite, da vam duša ali energije narave dajo tisti pravi navdih in v prvi polovici junija boste polne vseh idej, v drugi polovici pa boste že praktične pri tem, kako jih pripeljati v realno stanje in se boste tudi z lahkoto usmerile v delo in pa v dobro počutje zase, v sodelovanje, dobro vam bo šlo, česarkoli se boste lotile. Tako da junij ima zanimive podporne energije za vsakega izmed vas, sprejmite jih in predvsem uživajte v tem, da ste živi in da lahko še kaj naredite. Srečno!